Kako uspešni so bili mali delničarji na današnji Petrolovi skupščini? Za interese malih delničarjev je bilo na tokratni skupščini Petrola spet dobro poskrbljeno po zaslugi Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Tokrat smo uspeli doseči celo to, da je bil predstavnik združenja vključen v okvir organiziranega zbiranja pooblastil za skupščino, ki ga je ponovno izvajala družba Petrol. Sam sem bil kot 11. pooblaščenec na tej listi Petrolovih pooblaščencev in pri tem dobil precejšno, torej največjo podporo kot katerikoli drugi od pooblaščencev. In v tem smislu sem zastopal na skupščini približno 2,2% kapitala, kar je samo po sebi dober rezultat. Na drugi strani pa je treba opozoriti, da so se na tej skupščini sprejemale pomembne odločitve za male delničarje. Najavljeno je bilo, da bi se uvajale spremembe statuta v smeri enotirnega upravljanja in izvolitve upravnega odbora družbe. Zato je vendarle treba poudariti, da je siceršen odziv delničarjev v okviru organiziranega zbiranja pooblastil še vedno premajhen glede na pomembnost odločitev za naložbe malih delničarjev. Teh je v Petrolu blizu 40 tisoč in imajo skupaj kar 25%, kar je kontrolni delež. Torej brez njih teoretično ne bi bilo moč sprejeti statutarnih sprememb. Zaradi tega je generalno gledano odziv malih delničarjev še vedno majhen, predvsem z vidika posledic, ki jih lahko takšne odločitve imajo za njihovo naložbo, ne nazadnje za marsikoga od njih, za njihove prihranke. V tem smislu še enkrat seveda poziv malim delničarjem, da naj se odzovejo, če že sami ne pridejo na skupščino, vsaj v smislu organiziranih zbiranj pooblastil in dajo pooblastilo tistim, ki bodo seveda zastopali njihove interese. Je morda možnost, da se v prihodnje uvede tudi predstavnika malih delničarjev v upravni odbor? To je bila seveda naša zahteva. S tem v zvezi so potekala zelo intenzivna pogajanja in pogovori praktično z vsemi ključnimi akterji tega predloga. Predlog je podal namreč nadzorni svet Petrola ob sodelovanju uprave na predlog enega od večjih lastnikov. Ti so se med seboj v tem smislu tudi uskladili, mi pa smo na sicer njihov usklajen predlog v smislu predlaganih članov za izvolitev v upravni odbor zahtevali, da se nanj vključi tudi predstavnika malih delničarjev. Glede na preomenjene momente je to več kot jasno in opravičljivo, da mora imeti v upravnem odboru torej tudi človeka, ki bi vsaj upravljal nadzorno funkcijo, če ne že izvršilne. V smislu teh pogajanj moram reči, da smo bili tudi skozi zagotovila, ki so bila dana vsaj strani predsednika nadzornega sveta Petrola, ki si je dejansko v tej smeri tudi prizadeval, da smo bili blizu tega, da bi uspeli z tovrstnim predlogom. Seveda pa do takšnega dogovora v sklepni fazi, torej v zadnjih 2 dneh, ko so bili pogovori še intenzivnejši, ni prišlo in s tem v zvezi seveda je najboljša in najbolj racionalna odločitev, ki jo je sprejel nadzorni svet, to, da je umaknil te točke z dnevnega reda in po tej plati seveda v združenju takšno odločitev pozdravljamo. Mi že v samem izhodišču nismo bili nad uvedbo enotirnega sistema navdušeni, imeli smo s tem v zvezi pomisleke, vendar pa smo ga bili pripravljeni podpreti v primeru, da bi prišlo do takšne precedenčne situacije v tako pomembni družbi, kot je Petrol, torej da bi dejansko mali delničarji dobili predstavnika, tisto vlogo, ki jim gre. S tem v zvezi kaže seveda še enkrat poudariti, da nemara ta zgodba in iniciative v tej smeri še niso končane in zaključene, tako da tudi v prihodnje velja še enkrat poziv malim delničarjem, da naj spremljajo svoje investicije in da naj v situacijah, ko gre za skupščine družb, ki so pravzaprav edina priložnost, kjer lahko neko vlogo delničarji, mali delničarji odigrajo, da se teh udeležujejo, posebej pa tistih, ki
prinašajo zelo pomembne statusne odločitve in spremembe za družbo in ne nazadnje za njihove naložbe. V tem smislu je Vseslovensko združenje malih delničarjev vedno prisotno na način organiziranega zbiranja pooblastil, kjerkoli je to potrebno, in s tem v zvezi seveda želimo, da bi bila podpora, če že ne v neposrednem smislu in navzočnosti malih delničarjev, pa preko pooblaščencev, ki so kompetentni in jih ponuja združenje, njihova prisotnost večja in odziv v tem smislu večji. S tem bomo seveda tudi dobili pozicijo še boljšo, kot smo jo uspeli v zadnjih 2 let tovrstnih prizadevanj in številnih skupščin, na katerih smo odločitve, ki bi bile v škodo malim delničarjem, uspeli preprečiti.